No, kot je povsem nezmotljivo videti, to je Golf, 8. Golf. In kaj morate o tej osmici vedeti na kratko? No, recimo to, da je njegova kabina digitalno minimalistična in po našem mnenju precej učinkovita. Drugič, pod tem motornim pokrovom se skriva dizelski motor, tih in miren in pod vprašaj postavlja večino tistega, kar sicer očitamo dizelskim motorjem. In tretjič, samodejni menjalnik je po našem mnenju nujen. Če izberete ročnega, se odpoveste dolgi vrsti tehničnih priboljškov, ki občutno vplivajo na vožnjo. In želeli si boste dodatke, kot so matrični žarometi, a z dodatki bo Golf postal cenovno najbolj ugoden premijski avtomobil. No, to je bistvo. Poglejmo ga zdaj v drobovje. A še prej, ste se že naročili na naš kanal? Torej, Golf je legendaren model, tako pravijo, in pri tem se nanaša na preteklih 7 generacij Golfa pred tem rumenim. In če natančno pogledamo teh 7 srebrnikov, potem postane povsem očitno, da legendaren postaneš, če se skozi leta ves čas držiš pravil, ki si jih določil že v štartu. No in zdaj, če natančno pogledamo oblike teh Golfov, vidimo, da kakšne posebne razlike ni. In predvsem najbolj očiten postane ta zadnji stebriček, C-stebriček mu pravimo, ki je zelo zajeten in tipično golfovski. A fascinantno pri vsem tem pa se zdi, kako so temu novemu 8. Golfu vdihnili svežino zgolj z eno samo črto. And then we have such elements like a shoulder line that is in new generation, in a new Golf we bring it up. And then what does it do? It stretches the whole car wider and then it connects from the back all the way to the front, keeping the surfaces very clean, very iconic and timeless. And this is something we are working a lot with. And then the same line continues and then jumps into the front part, and the front part is exactly where characteristics are happening. Golf se torej skozi leta bistveno ni spreminjal in ni spreminjal niti svojega karakterja. To je avto za vsakogar, za družine, za mlade pare, za zrelejše, za tiste, ki imajo radi udobje in pa tiste, ki imajo radi dinamiko. In Volkswagenovi trgovci radi rečejo, da če bi morali imeti v ponudbi samo en model, bi bil to zagotovo Golf. A vendarle se je Golf skozi vse posamezne evolucije v teh skoraj 5 desetletjih vendarle precej spremenil. In to zgolj s prilagajanjem blaginji vse posod po svetu. Namreč pojem ljudski avtomobil je danes nekaj povsem drugega kot pa v Nemčiji 70. let. Danes lahko rečemo, da je Golf tudi sinonim za nekaj boljšega. Prav pri Golfu se najbolj vidi, kako se je znamka Volkswagen pretransformirala v znamko, ki danes zanima tudi tiste, ki iščejo nekaj prestižnega. In prav s tehniko 8. Golf kaže svojo superiornost, morda še precej bolj, kot je to uspevalo v preteklim 7 generacijam. Je pa to superiornost treba preizkusiti v praksi. No, predsodki se najprej stopijo, ko v praksi preizkusiš eno od najbolj perečih novitet novega Golfa. Namreč, vedno smo trdili, da je treba glasnost radia nastavljati z vrtljivim gumbom. In še vedno je vrtljivi gumb naša prva izbira. Ampak v resnici, ko smo preizkusili Golfov način, smo bili pravzaprav navdušeni. No in isto velja za klimo, ki jo ravno tako nastavljamo z drsnikom. Te drsniki so vselej na razpolago, se pravi, ni tako kot na nekaterih tekmicah, kjer moraš najprej izbrati program klime in potem nastaviti temperaturo. No, ponuja pa nam Golf tudi tako imenovano pametno klimo. 5 prednastavljenih programov, ki nam omogočajo na primer posebej ogrevanje nog, ogrevanje rok, ohlajanje nog, dovaja nam svež zrak ali pa nam pogled zbistri. In seveda gre v resnici za dobrodošlo kompliciranje in prav zato imate na razpolago tudi klasično klimatsko napravo. In ja, res je, zasloni na dotik so nekaj, kar so prej uzakonili Golfovi tekmeci. In ja, dolgo časa jih tudi mi nismo prav imeli radi. A lahko rečemo, da nam je Golfov kar v redu, je dovolj odziven, je tudi kar intuitiven. Je pa dejstvo, da sem imel sam osebno kar nekaj težav na začetku, ko sem prevzel testni avtomobil. Namreč v njem je bila ura narobe nastavljena in sem jo želel nastaviti. No in seveda,
Prevrskal sem vse možne ikone in pričakoval, da so ikone razporejene samo levo, desno, tako kot pri mobilnih telefonih. Šele pozneje sem opazil, da lahko ikonce drsam tudi gor, dol in seveda dol najdem nastavitve. No, nam se zdi veliko bolj pomemben način upravljanja tisti z glasom. Pri čemer pa se moramo Slovenci odločiti, ali se bomo odpovedali slovenskim menijem ali pa pogovarjanju z avtomobilom, naprimer v angleškem jeziku. No, je pa še en način, se pravi, da ohranimo slovenske menije in se pogovarjamo z asistentom, ki ga imate v vašem telefonu in je prežarčen tudi v avtomobil, naprimer z Appleova Siri. No, kar se tiče Apple CarPlay sistem je pri Golfu na razpolago tudi v brezžičnem načinu, se pravi brez kabla. A pri tem je treba vedeti, da se bo baterija telefona enormno hitro praznila. In to je slaba novica za moj stari, dobri, mali telefon, ki ne premore brezžičnega polnjenja baterije. Golf ponuja tudi upravljanje z gestami. Takole lahko z roko prestavljate med različnimi zasloni. Ampak bodimo iskreni, tudi pri Volkswagenu menijo, da ima tehnologija upravljanja z gestami omejeno uporabnost. Namreč med vožnjo si ne morete privoščiti, da bo roka takole ne opravila svojega dela. In kot sem izvedel v pogovoru z inženirko, ki razvija te geste, mi je sama povedala, da so še zelo daleč, preden bodo to tehnologijo lahko razvili do take mere, da bo nudila varno upravljanje med vožnjo. No, velik zaslon je tudi pred voznikom. Omogoča tudi različne tipe prikaza in omogoča tudi to, da ikone na njem poljubno razporedimo. A dejstvo je, mi še v nobenem digitalno opremljenem avtomobilu nismo našli prikaza takšnega, ki bi nam popolnoma ustrezal in tudi Golfov ni tak. Kar se prostornosti kabine tiče, tukaj zadaj ni presenečen. Avto je nadpoprečno prostoren, tudi mojim 175 cm nad glavo ostane precej prostora, prav tako za kolena. In tudi mojim 3 otrokom tukaj zadaj ni bilo hudo, predvsem je bilo prijetno potovati zaradi velikih oken. A ni dileme, kdor hoče predvsem prostor, ta ima v Volkswagenovem koncernu rezerviran en drug avto. No, vsekakor je najpomembnejša Golfova plat vožnja. Tu blesti na polno. In noviteta 8. Golfa je blaga hibridizacija. Bencinske turbomotorje so namreč opremili s 48-voltno tehnologijo. In ja, prihranki pri porabi so vsekakor manj pomemben del hibridizacije. Bolj pomembno je ugodje, ki ga nudi dodatna električna pomoč pri manevriranju, pri parkiranju, skratka pri nizkih hitrostih. A poslušajmo glavnega inženirja pri Volkswagenu, ki je bil zadolžen za področje te blage hibridizacije. Kako je dosegel to ugodje? The 48-volt system consists of a belt starter generator, which is used to start the engine, stop the engine, but most important, it is able to recover a lot of the kinetic energy during driving situations. Biggest advantage a customer will feel when he drives the first time with this powertrain is especially the start and stop of the engine. When you start the engine, normally you have some acoustic and noise and some vibration in the steering and the seat, sometimes some shaking. That isn't there anymore. Due to this powerful 48-volt system, the engine starts abruptly and it's running from the first moment in a real smooth way. Po prvi vožnji smo zapisali tudi, da bodo bencinski turbo-hibridni motorji sčasoma naredili dizelske motorje nesmiselne. A to velja predvsem za voznike, ki delate manj kilometrov. Vam se
3000 evrov dražji dizelski motor skoraj zagotovo ne bo splačal. Povsem druga zgodba pa je z vozniki, ki delate veliko kilometrov. In po 14-dnevnem preizkusu tega dizelskega golfa lahko rečemo, da bodo dizelski motorji v golfu še kako smiselni še veliko časa. Namreč motor deluje izredno suvereno, izredno mirno, nobenih treslajev ni, nobenega hrupa. In potem je tu še poraba. Tudi ko smo avtomobil priganjali in vozili po avtocesti, je kombiniran cikel zlahka bil pod 5 litri. No, potem pride na vrsto streznitev. No, ta nima neposredne povezave z golfom. Namreč dejstvo je, da so se avtomobili v zadnjem desetletju v Evropi enormno podražili. Postalo je očitno, da avtomobilski proizvajalci svoje avtomobile delajo za nek drug standard kot pa slovenski. No in v golfovem primeru se ta streznitev kaže v dejstvu, da primerno opremljenega golfa z avtomatskim menjalnikom, če želite bencinskega, ne dobite pod 27 tisočaki in če želite dizelskega, ne pod 30 tisočaki evrov. No in zakaj je nujen avtomatski menjalnik? No, če že zaradi drugega ne, pa vsaj zaradi aktivnega tempomata, serijskega aktivnega tempomata, ki v vmesni gneči samodejno ustavlja in pa tudi speljuje ko stojite vi v koloni, naprimer pri rdeči luči. In avtomatski menjalnik si boste nasploh zaželeli tudi zaradi drugih asistenčnih sistemov, ki pri Volkswagenu delujejo še posebej impresivno. No, ceno boste zagotovo povišali tudi za dobrih 700 evrov, kolikor stanejo matrični žarometi. Seveda gre za žaromete, ki stalno svetijo z dolgo lučjo, so pa sestavljeni iz 22 malih LED diod, ki omogočajo, da, ko zaznajo avtomobil pred sabo, zasenčijo samo tisti par, tiste 3 diode, ki bi svetile direktno v avtomobil nasproti vas ali v pešca. No, kako so zasnovani, kako delujejo, naj vam pove kar avtor teh žarometov sam. Mi vam jih lahko samo toplo priporočimo. Jetzt sehen Sie, jetzt laufen wir die 2 Zeilen durch mit jeweils 11 Segmenten. Das heißt in Summe pro Scheinwerfer 22 Segmente, mit denen wir entsprechend immer ein Teilfernlicht oder ein Vollfernlicht generieren können, um immer die maximale Reichweite, damit ein Zugewinn an Sicherheit gewährleisten. So, in der Stadt zum Beispiel erkennt das System, wir kommen in eine Stadt rein. Die Abblendlichtverteilung wird jetzt unterstützt durch das statische Kurvenlicht, was hier drinnen platziert ist. Das heißt, hier generieren wir entsprechend mehr Breite. In der Stadt brauchen wir Breite. Wenn wir zum Beispiel auch abbiegen, geht das System entsprechend an, sodass wir mögliche Verkehrsteilnehmer oder Fußgänger frühzeitig erkennen, beim Abbiegevorgang zum Beispiel. No, prav z vso to moderno tehnologijo Golf dejansko kaže svojo superiornost v primerjavi s svojimi tekmeci, marsikateri med njimi podobne tehnologije sploh ponuja ali pa ponuja manj zmogljivo in slabše delujoče. A kakorkoli, vsa ta tehnika Golfa približa premijskim avtomobilom. Tako ne bo prav nič presenetljivo, če boste za svojega Golfa odšteli celo 35 tisoč evrov in več, kar je seveda resnično domena premijskih avtomobilov tega razreda. In ne se sliši še tako zelo ironično, ampak tehnično napreden, bogato opremljen Golf je pravzaprav cenovno ugoden v primerjavi s premijskimi konkurenti. Pri njih namreč dodatki ceno dvignejo še veliko hitreje kot pa pri Golfu.